Gospod Erjavec, nekako predsednik vlade zdaj pač pokomentiral tudi vaš amandma oziroma amandmaje, ki ste jih nekako dali glede uskladitve pokojnin. Ni bil dogovor med koalicijskimi partnerji, da bi kakorkoli vlagali amandmaje na proračun. Nekako vas je ošvrknil tudi vas, torej Desus bo naredil sicer, kar meni, da je prav, pa vendar to ni v duhu dogovora med koalicijskimi partnerji. No, poglejte, ko smo imeli prvi razrez proračuna, je bila gospodarska rast za 2019 napovedana v višini 3,4. Potem je UMAR, ki je vladni neodvisni organ, pač to napoved znižal na 2,8 odstotkov. Mi smo imeli sejo izvršnega odbora, sveta stranke, tam je bilo stališče, da zaradi tega, da bo 0,2% nižja gospodarska rast, da ne bi smeli trpeti zaradi tega upokojenci. In zato je bila sprejeta odločitev, da poskušamo znotraj koalicije doseči, da bi za leto 2019 uveljavili pravilo, da če bo gospodarska rast višja od 2,5 odstotkov, da pride potem do 1 odstotnega izrednega usklajevanja pokojnin. Ker to znotraj koalicije ni bilo sprejeto, tudi ne na vladi, sem jaz koalicijo in tudi predsednika vlade seznanil, da je sklep izvršnega odbora stranke Desus, da v tem primeru bo Desus vložil dopolnilo in to smo tudi storili. Tako da tukaj menim, da bi bila krivica, da ob gospodarski rasti 2,8 odstotkov ne bi bili upokojenci, ne bi dobili te izredne uskladitve pokojnin, ker je treba vedeti, ta izredna uskladitev gre za zmanjšanje tistega zaostanka, ki je nastal v času, ko so bile pokojnine zaradi gospodarske in finančne krize zamrznjene. In tudi, če pogledamo proračun, mislim, da je za 190 milijonov evrov višji, kot je bil lanski, in ne vidim razloga, zakaj ne bi teh sredstev namenili za izredno uskladitev pokojnin. Pri tem bi pa opozoril, da v proračunu je pa tako in tako predvideno 50 milijonov evrov iz KAD-a, to se pravi iz kapitalske družbe, ki so pravzaprav namenjene za uskladitev. Tako da mislim, da bi bilo prav, da bi poslanke in poslanci in tudi koalicija podprla ta amandma. Premier je bil kritičen predvsem do nekaterih koalicijskih partnerjev, tudi vas, pa recimo SD-ja, da pred volitvami niste prevzeli resorjev, s katerimi bi nekako neposredno imeli vpliv na tiste skupine, ki nekako jih tradicionalno nagovarjate. Poglejte, ko bo Desus imel ministrstvo za finance, lahko tudi takrat prevzamemo ministrstvo za delo, ker brez podpore ministra za finance pa ne moš nič doseči kot minister za delo. In vidimo sedaj, glavna ovira je pri tem minister za finance, zlasti zato, ker on želi spoštovati fiskalno pravilo. Vendar se mi zdi nekako neprimerno, da fiskalno pravilo bi spoštovali na plečih upokojencev. Kot rečeno, 2,8 bo gospodarska rast v letošnjem letu, tako napoveduje UMAR, in zaradi tega ne bi smeli biti upokojenci prikrajšani za izredno uskladitev pokojnin. Torej, amandmaja ne boste umaknili, tudi v primeru, recimo, da premier Šarec pravi, da bi vezal zaupnico na ta proračun? On lahko pač veže zaupnico na ta proračun, mi bomo, amandma je vložen, tako da umaknili ga ne bomo. Se bo pa pokazalo, katere so tiste stranke, ki res podpirajo starejše, upokojence, ker Desus je pa tudi ves čas tarča, da ničesar ne stori. Seveda, mi sami nič ne moramo storiti, mi potrebujemo pač širšo podporo in tukaj sem pričakoval, da bi koalicija vseeno tukaj naredila en spregled, glede na to, da je bila napoved spremenjena od prvega razreza proračuna za leto 2020 in potem, ko je bila ta napoved strani UMAR-ja dana. Ne boste pa pogojevali tega dopolnila oziroma podpore koalicije dopolnilu s čimerkoli? Ne, poglejte, mi bomo ta amandma, smo ga že vložili in pač se bo pokazalo, kdo je tisti, ki dejansko podpira starejše, upokojence. Mislim, da 1% izredne uskladitve, to je 43 milijonov približno,
pri tem pa da KAT daje 50 milijonov tako in tako v proračun, mislim, da bi bilo sprejemljivo, da se takšen amandma potrdi in sprejme. Bi se morala koalicija malo več pogovarjati, ker večinoma vidimo, da pišejo vaši partnerji po socialnih omrežjih, predvsem Facebook je bil zelo aktualen v minulih dneh. Ali ne bi bilo bolje za neko koalicijo, da se usede in pogovori? Glejte, kar se tiče stranke Desus, mi na Facebook nismo nič kaj pisali, mi smo imeli tiskovno konferenco, povedali, kaj se je dogajalo na koaliciji, kaj na vladi, kaj je bilo na izvršnem odboru stranke Desus in tudi, kot rečeno, jaz sem to na koaliciji povedal, takrat je bilo veliko slabe volje, da je to nedopustno, da dogovor velja, da koalicija ne bi vlagala amandmaje, vendar kot rečeno je tudi prišlo vmes do spremembe napovedi gospodarske rasti, znižena na 2,8 odstotkov in zaradi 0,2 odstotka pa ja ne bomo prikrajšali upokojencev za izredno uskladitev pokojnin. Samo še zadnje trenja med manjšinsko koalicijo, manjšinsko vlado in pa seveda Levico. V zadnjem tednu se zdi, da so ti pritiski, da se precej stopnjujejo. Premier je ob koncu dejal, da je to morda ne začetek konca, ampak konec začetka. Ja, bi se strinjal z njim, ker do začetka pravzaprav sploh ni prišlo. Mi smo ponavadi vedno ugodili tisto, kar je predlagala Levica, recimo glede socialnih pomoči, veste, da so že na taki ravni kot minimalna plača, ko pa treba korak narediti proti koaliciji, pa takrat Levica tega koraka ne naredi. Tako da se z njim povsem strinjam in upam, da bo Levica spremenila svojo držo do manjšinske vlade. Pa se boste kaj sestali, vas je sklical premier danes, jutri predsedniki strank ali boste počakali na redni sestanek? No, mi pričakujemo verjetno, da bo res prišlo do kakšnega sestanka, glede na to, da je predsednik državnega zbora in predsednik SD pač pozval, da bi bilo dobro, da bi se usedli. Jaz s tem nimam nobenega problema, pričakujem pa, če že sestanek, da se pogovorimo o tem, kako bi zagotovili upokojencem to izredno uskladitev pokojnin. Lahko še glede Adrije, da se obrambni minister Falcon sodi v bistvu pod vaš resor. So zdaj kakšne težave, predvsem za ministre, državne sekretarje pri potovanjih, a je Falcon več v uporabi in pa seveda kakšno je vaše mnenje glede teh predlogov, ki so na mizi, da bi se ustanovilo neko podjetje, ne nujno državno, ki bi potem prevzelo te zaposlene? No, glede Adrije težko komentiram, kakšna bo prihodnost in kakšne bodo vladne odločitve, glede na to, da so gradiva, ki jih še proučujejo in še čakamo na določene odločitve. Kar se tiče Falcona, pa pač se ta uporablja v skladu s pravili in postopki, ki veljajo za uporabo Falcona. V tem trenutku nisem zaznal, da bi bila njegova uporaba kaj večja. Okay, hvala lepa.